dragi prijatelji sosednje prijateljske države Avstrije. Dovolite, da vas pozdravim v imenu Društva Slovensko-avstrijskega prijateljstva kot glavnega organizatorja 16 koroških kulturnih dni in organizatorja današnje razstave Hanzija Mlečnika, ki ga lepo pozdravljam tu v Ljubljani. Pozdravljam gospoda ministra Gorazda Zmavca, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pozdravljam njeno ekscelenco, veleposlanico Republike Avstrije, magistro Sigrid Berko. Herzlich willkommen. Dalje pozdravljam direktorja Avstrijskega kulturnega foruma, gospoda Andreasa Pavlička. Herzlich willkommen, Herr Pavliček. Nekaj gostov pa bomo potem ploskali. Pozdravljam ostale naše goste, ker za avstrijske Koroške, gospod Zajko Keli, tajnico Krščanske kulturne zveze, s soprogom Francem Kelihom, direktorjem Mohorjeve v Celovcu, gospoda Janka Maleja, predstavnika Slovenske prosvetne zveze iz Celovca. Pozdravljam gospoda Marjana Šturma, predsednika Zveze slovenskih organizacij in pozdravljam seveda našega častnega predsednika društva Jožeta Jeraja. Pozdravljam tudi kolego Janeza Strgarja, za katerim bomo organizirali te koroške dneve. Od danes dalje se bojo zvrstile še 3 prireditve. Jutri ob 11. uri prijete v svetovni kongres, slovenski kongres. Prijete ga pogledat, kjer mogoče je zadnja prireditev jutri v tem kongresu. In prijete na Cankarjevo 1, 4. nadstropje ob 11. kjer bo predstavil Klub koroških Slovencev knjižne novosti in zemljevide Koroške. Do lutkovne predstave, ki bo v soboto v Mini teatru, znana skupina iz Celovca pod vodstvom Hartmanc. To se pravi, mama sodeluje, hči sodeluje in tako naprej, znana lutkarska skupina, ampak tam morate biti po brezplačne vstopnice, ker je prostor majhen. Če imate otroke pa vnukov, le pohitite. Seveda bomo pa zelo veseli tradicionalnega kongresa 23. aprila, danes teden, v Cankarjevem domu. Smo mu dali naslov Koroška pesem prek meja. Večina že ve, zakaj gre, ampak v prvem delu bo zbor Akcent zapel skupina Akcent nekaj koroških pesmi. V drugem delu so pa Korošci pogruntali eno scensko glasbeno prireditev Šiva Šiva, Shiva pod indijsko prvo ime, kjer bojo scensko z glasbo, pa v kostumih, pa z sceno, tako mogoče Korošci še niso videli, ker dejansko rabijo 6 ur za pripravo in mislim, da bo to krasna prireditev, ki na Koroškem tako odmeva, da so mi nekateri zadnjič, ki so bili v Celovcu, rekli, bomo pa šli pa v Ljubljano poslušati, ker v Šentjakovu pa nisem karte dobil. Tako da prosim tisti naši člani, ki ste že prijeli obvestilo, da pridete v Cankarjev dom po vstopnice, pejte po nje. Tiste, ki pa še niste, si pa lahko nabavite, vstopnice so po 5 evrov in se že danes zahvaljujem ponovno Cankarjevemu domu za zelo ugodno ceno najema Linhartove dvorane. Naj se na koncu pa zahvalim našim financerjem, brez katerih mi ne bi danes tukaj delali Urad za Slovence po svetu in v zamejstvu. In
Avstrijski kulturni forum, ki je pri avstrijskem veleposlaništvu deluje, in naš nekajletni posebni sponzor družba Moro & Kunst, prodaja naložbenega zlata, ki jo vodi gospa Irena Moro, ki jo prisrčno pozdravljam. Tudi prav takih sponzorov ne bi mimo velikih reči prevedel. Sedaj prosim gospod Matejo Richter, glavno urednico celovškega tednika Nedelja, da nam predstavi dela Hanzija Mlečnika. Prosim. Dragi obiskovalke in dragi obiskovalci, spoštovana gospa veleposlanica, spoštovani gospod minister, veseli me, da vam smem danes predstaviti vsestranskega koroškega ustvarjalca Hanzija Mlečnika. Hanzi Jani Mlečnik, rojen leta 1967, živi v Celovcu in na stari kmetiji v Selah, kjer tudi ustvarja. Po maturi na slovenski gimnaziji, eni najpomembnejših ustanov za koroške Slovenke in Slovence, je zaključil šolo za knjigotržce v St. Pöltnu. Od leta 1992 je zaposlen kot knjigotržec v Mohorjevi knjigarni v Slovenskem knjižnem centru v Celovcu. Leta 2015 je od Društva slovenskih založnikov prejel ugledno priznanje za naj knjigotržca. Likovnemu izražanju se je približal kot samouk ter v številnih tečajih. Upodabljanje aktov pri Fritzu Langhammerju, Frideriki Šipek, študijski tečaj na Zaklintusu. Izobraževal se je pri kiparju in restauratorju Lorencu Čertovu, sodeloval pri Ad Fontes na gori Svete Heme, pri slikarskem tednu v Svečah, udeležil se je mednarodne likovne delavnice Lomjerju pri Trstu, kjer so bili prisotni umetniki iz evropskih manjšin. Svoje delo je predstavil že na več samostojnih in skupinskih razstavah. Kot pravi sam, so ga slikanje, barve in papir vedno zanimali, že odkar je lahko prvič v rokah držal svinčnik. Hanzi Mlečnik zelo rad opazuje človeka, njegovo postavo, držo in obliko obraza. Rad slika človekovo telo. Slikanjem se ukvarjam, ko začuti to željo. Za delo potrebuje mir in ustrezno duševno razpoloženje. Prepričan je, da ima prav vsak človek talent oziroma skrito žilico. Vprašanje je le, ali to išče. Če to žilico najde, ga spremlja vse življenje. A samo pod pogojem, da jo ceni in jo vedno znova odpira, z njo živi in uporablja, kar daje od sebe. Hanzi Mlečnik ta talent ne samo uporablja, ampak z njim živi. Tudi njegova služba v knjigarni je povezana z umetnostjo in kulturo. Privlačijo ga življenjepisi umetnikov, ker ga zanima, zakaj kakšen umetnik pravzaprav začne slikati in kako nadaljuje svojo pot. Pot Hanzija Mlečnika ni vedno ravna in enostavna, a tudi umetnost mu pri preizkušnjah daje moč. Zato je eden izmed njegovih ciljev, da se bi lahko še več ukvarjal z umetnostjo. Še ena njegova želja je živeti in delovati v naravi. Pravi, citiram, ker se narava posveča nam, bi se morali tudi mi njej. Konec citata. Rad dela z mladino, ker je v njih toliko energije. Je idejni avtor in vodja odmevnega koroškega projekta Upaj si, kjer preko slikanja povezuje mlajšo in starejšo generacijo. Kot odbornik katoliške akcije je imel Hanzi Mlečnik v Evropskem letu ostarelih zamisel za slikanje s starejšimi ljudmi. Rojen je bil projekt Upaj si. Mlajšo in starejšo generacijo je seznanil s čopičem, barvami in platnom.
Po začetnem odporu jih je navdušil za ta način izražanja. Vsakega sodelujočega spodbuja. 1, 2, upaj si. Ob tem opaža, da se ljudje bojijo barv. Ko imajo v roki čopič ali svinčnik, zmeraj mislijo, da morajo naslikati kaj lepega, čisto počasi. Niso prepričani in si ne upajo. Mlečnikovo mnenje pa je, da imajo ljudje ogromno potencijala. Le upati si morajo. Z njimi skuša delati tako, da s čopičem v roki na platno rišejo v hipu, hitro in efektivno. Prepričan je, da si moraš tudi v življenju vedno kaj upati, pa ne samo na področju barv in slikanja. K temu spodbuja mlade ustvarjalce, saj v okviru svojega dela v knjigarni vedno znova predstavlja skrite literarne, glasbene in likovne talente. Svoji novi razstavi, ki jo danes predstavlja na odprtju Koroških kulturnih dnevov v galeriji Družina, pa se je lotil nečesa popolnoma novega. Ukvarja se z nasprotji. Harmonično združuje dva pola, moderno in staro, mesto in podeželje, pozitivno in negativno, s čimer stvarnosti ne želi samo predstaviti, ampak bi rad preko svojih inštalacij izpostavil sodobne družbene probleme. Preko predmetov, ki se nam zdijo čisto običajni, odpira nove perspektive. Stare lesene deske, svoje domačije v selah, Hanzi Mlečnik z ustvarjalnim potencialom kombinira z novim. Z deskami pa slikarsko umetnost povezuje z literaturo in gledališčem, saj se z izbiro materiala zavestno navezuje na znano Schillerjevo misel. Deske, ki pomenijo svet. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Pomembno se mu zdi, da se za vsako sliko, inštalacijo skriva zgodba, ki jo lahko vsak interpretira po svoje, ker jo doživlja subjektivno in jo neposredno uvršča v svoj doživljajski svet. Predmeti, kot so vilica, kamen, knjiga, žebelj, čevelj ali pismo, v njegovih predstavitvah dobivajo nove odtenke. Za temi deli je mnogo idejnega načrtovanja, saj pravi, da bi lahko o vsaki posamezni inštalaciji govoril ure in ure. Tako star čevelj od deda povezuje s koraki, ki so jih naredili njegovi predniki, ki so dobesedno hodili, saj takrat ni bilo prevoznih sredstev. Hanzi Mlečnik tudi rad zbira stara pisma. Navezuje se na ljubezenska pisma, ki skrivajo v sebi toliko hrepenenj. Na drugi strani so pisma iz Dachauer. Kot dragocenost hrani ta pisma babice in deda, ki sta si dopisovala, ko so ga gestapovci aretirali, ker je dezertiral iz nemške vojske. Tudi v naslovu razstave Nekaj je v zraku je zaznal nedvojnost, saj je naslov mogoče vzeti dobesedno. Predmeti, ki običajno niso v teh pozicijah, se tokrat nahajajo v zraku. Še bolj izrazno močan pa je drugi pomen, ki nakazuje družbeno ozračje v sodobnem svetu. Le tega umetno zaznava in ga v določenih primerih preko razmišljujočih in kritičnih uporabnic in uporabnikov s svojimi pristopi tudi usmerja. O vseh obveznostih in koničkih pa sta v središču pozornosti Hanzija Mlečnika njegova hčerka in sin. Želi jima posredovati trdne korenine in to, da nikoli ne bi pozabila slovenskega jezika, ki ima na Koroškem poseben pomen. Zanj se je treba res truditi in ni nekaj samoumevnega. Zato bi vam rada, preden končam, prebrala še pesem
V besedo sem bil rojen, koroškega poeta Gustava Januša, ki pravi tako. V besedo sem bil rojen, o zvezdju rasti zdaj stanujem. Moje zdaj dneva polne oči me varujejo, pred skokom še bolj temno globino. Slike popotnika nosim v srcu. Zapuščena vrzel pa me sili vedno bolj k vrnitvi. Toda moje srečno okno, moje drugačno oko pa ostane tako dolgo odprto, dokler veter ne menja svojega jezika. Hanzi Mlečnik ne želi, da bi ga imenovali umetnik ali slikar, a svojo novo razstavo instalacij dokazuje, da je ustvarjalec, ki razmišlja o svetu, časti barve, ter ima spoštovanje pred zličnikom in pred delom. Vse, ki si bodo ogledali njegovo razstavo, pa z novimi pozicijami sicer znanih predmetov opominja, da na svetu res nič ni samoumevno. Hvala. Prosim magister Sigrid Berko, veleposlanico Avstrije, da odpre razstavo. Spoštovani gospod minister, dragi gospod profesor Sodja, spoštovane gospe in gospodje. Posebna čast in veselje mi je, da lahko letos ponovno odprem Koroške kulturne dneve, ki potekajo že 16. Tokrat v tej lepi galeriji Družina s razstavo Hanzija Mlečnika, s katero se pričenja vrsta kulturnih prireditev v naslednjih dneh. Ob tej priložnosti se želim ponovno zahvaliti profesorju Lovru Sodju in profesorju Janesu Stergarju ter njunim podpornikom za njihov trud, s katerim so vse te prireditve načrtovali in organizirali. S tem povezujo umetnice in umetnike z obeh straneh meje in ne glede na politične razmere med obema državama poudarjajo to, kaj nas povezuje. To ni bilo vedno samoumevno in zato jim gre naše iskrene zahvale. Spoštovane gospe in gospodje, veseli me, da lahko tudi letos Avstrijski kulturni forum štejemo med podporniki Koroških kulturnih dni v Ljubljani. Vsem prireditvam želim veliko uspeha in današnje razstavi Hanzija Mlečnika številno in zainteresirano publiko. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim ministra, gospoda Gorazda Žmalca, da odpre 16. Koroške kulturne dneve. Spoštovani organizatorji, spoštovani neumorni predsednik Lolo Sodja, spoštovana veleposlanica, spoštovani dr. Šturm, spoštovani rojaki in rojakinje, spoštovani vsi, ki ste danes z svojo prisotnostjo pravzaprav dajete svoj prispevek k veličini tega današnjega že 16. tradicionalnega srečanja. V čast mi je, da vas lahko ponovno nagovorim ob otvoritvi že 16. Koroških kulturnih dnev v Ljubljani. Za svojo dolgoletno tradicijo so Koroški kulturni dnevi postali pravzaprav osrednja prireditev slovenske manjšine iz Avstrije tudi v matični domovini. Vendar je letošnje leto še posebej pomembno, ker obeležuje 25-letnico ustanovitve in aktivnega delovanja Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva. In svečane kadrine se zaradi zdravstvenih razlogov nisem mogel udeležiti, žal, zato se še enkrat na tem mestu,
spoštovani predsednik, zahvalen predvsem vsem vam in izkoristim to priložnost, da Društvo Slovensko-avstrijskega prijateljstva in dolgoletnemu predsedniku gospodu Lovro Sodi čestitam za nesebično prizadevanje, vložen trud in energijo, da širi družbi, da da dodatno vrednost tudi na način, ki jo bo ta tudi spoštovano prepoznala, jo sprejela in z njimi tudi živela. Prirejanje dogodkov, kot so Koroški kulturni dnevi, so ključnega pomena, da se ljudje zavedajo pomembnosti dialoga med državami in vzdrževanja prijateljskih odnosov. Obenem pa gre tudi za promocijo slovenskega jezika, kulture in tradicije. Vsakoletni Koroški kulturni dnevi so najodmevnejši tovrstni dogodek za predstavitev dela in narodne zavesti naših slovenskih rojakov iz Avstrije v glavnem mestu Slovenije. Prek kulturi gradimo na svoji identiteti, dajemo pomenu svetu okoli nas, ter se na takšen način učimo eni od drugih. Vsem nastopajočim in sodelujočim želim veliko uspeha. Iskrena zahvala tudi Hanziju Mlečniku za ustvarjalnost, ki jo bomo danes tudi videli. In naj zaključim z mislijo, kultura ne pozna meja, kultura ne pozna sovraštva, ona se ustvarja. S temi besedami otvarjam 16. Koroški kulturne dneve v Ljubljani. Hvala lepa. Sedaj bo pa naš trio, da rečem naš trio, ljubljanski, zaigral še dve skladbi, prosim.